Glede sprave. Jaz sem tukaj zelo skeptičen, veste. Spravijo se lahko vojaki s nasprotnih strani, ker so boji vojaki. Zdaj je v zadnjem pa revolucija. In zdaj, kako se spraviti z revolucijo, moja pamet tega ni sposobna. Prva točka. Druga točka, jaz se z dr. Juhanda seveda strinjam in sem tudi jaz hvaležen predsedniku, da se trudi. Kajti največ nasprotnikov ima v lastnih vrstah. Ko se včasih srečam na cesti, kako njegovi najbolj ognjeviti pristaši stran pogledajo ali pa celo plunejo, prostite, tudi to sem, ko gre on mimo. Nek najen kolega, ne bomo imena zdaj omenjali. Ampak, veste, tisto, kar bi pa začel pričakovati, in takrat bom pa začel rekel spravo, ko bodo začeli pri zločinu govoriti zločin. Dokler je Franz Stadler Pepe, narodni heroj, in vzgajajo otroke, imamo šole po morilcih, to pa, oprostite, nikamor ne pelje. In tlej vidim izključni problem. Ko bodo ti ljudje, niso problem partizani kot taki, problem so zločinci. In za zločinom sveda pa sprave ne more biti v nobenem spravu. Pri nas niso še enemu narodnemu heroju vzeli herojskega naziva, pa gre za patološke morilce, ljudi, ki bi morali kot žrtve psihiatrične v bolnicah, ne pa da so narodni heroji, še celo več. Vsake toliko časa imamo še celo kakšen državni pokop narodnega heroja, križ Božji. Ko smo bili pri vprašanju sprave, bom mogoče malo provokativen, bom spravo prepustil prvi generaciji, medtem ko bo pa druga, pa tretja generacija pa mrtve pokopala. Kaj pravite na to? V tem smislu. Gospod Belušek je prej eno, boste mogoče že malo pozabili, ker je že toliko minilo tega, povedal, da smo zadnji vikend, ko smo bili gor skupaj pri jami, imeli precej nesreč. Takih lobby se tudi slabo končale na srečo. Ne, ampak seveda po 21 akcijah je tudi oprema bila že malo utrujena, tako da smo praktično veliko opreme šlo na smetišča, se razume. Ampak smo šli pa mi še en vikend kasneje, še enkrat v Brezno, bili zaradi teh vprašanj, ker se sami med sabo nekako nismo strinjali, ali je konc ali ni konc. Zdaj, ker imamo glih danes ta večer ta vprašanja, ali je skrivnost Krimske jame dejansko razkrita, bom odgovoril, pa si lahko sami predstavljate. Mi smo šli noter, bili smo notri vsaj 2 ure, v celi dolžini smo skopali sondo, se pravi, prekopali v tistem delu, ki je globi del, se pravi, staro nasutje smo dosegli, potem smo šli pa poševno v tisti del, v katerega so stvari padale. 1 meter globok, 1 meter širok, najdel nismo nič, praktično nič, sem pa kakšna koščica, pa še tiste so bile živalske. In prej smo začeli kopati, sem šel še prej z detektorjem, tudi kasneje z detektorjem. Edina stvar, ki smo jo še najdeli, recimo, je bil patulc od puške, na pol prerezan, na dnu zarezan, iz leta 1917. Se pravi, nek pastirček si je naredil pišuko. Pa ker ni preveč dobro delal, je pa not vrgel v Brezno verjetno. Tako da jaz mislim, da smo dosegli popolno dno, da tle ni več vprašali, ali je še kaj notri ali ni. In da se pravzaprav lahko posvetimo drugim bližnjim Breznom. Tukaj jaz bom tako rekel, Bruničani smo zdaj mogoče malo našoperjeni, tako malo petelini. Mi smo na našem koncu vse pospravili. Mi smo svoje mrtve pokopali. Na območju naše občine je vse pokopano zdaj. Begunje ima pa seveda malo nesrečno situacijo, mislim, tako bi rekel, ko gledam na slovenskem merilu, je gospod Maksij Pocko, ki je poudaril že v Rovtah, je pravzaprav v neki edinstveni vlogi, on je že drugo grobišče pokopal, pa še mu jih ostane. Leta ste Mačkovc pokopali, zdaj le Krimsko jamo, Mihcovo Brezno se je že med vojno nekaj delal, Vodiškega sem slišal včeraj, da so ga tudi izkopali in imate pravzaprav, se morate se še, mislim, da zmeniti, kdaj boste pokopali te žrtve. Zanimivo, da se o tem nekaj dosti govori. Martincov Brezen, Mihcov Brezen je še za preveriti. Cukalovo, mislim, da je že v Vrhniški občini. Kaj pa Kovačevo na Brezjah? Ja, tako. Imate kar nekaj dela še, seveda mi bomo na razpolago, da se razume. Ampak, gledajte,
mislim, da težjega, kot je bilo Krimska jama, ga ni. Ne? Veste, mi smo tam skopali 40 kubikov materijala. Predstavljajte si, koliko je 40 kubikov že takole premetati, kaj še ne iz jame ven potegniti, da te žrtve ven dobiš. Mislim, da primerljivega ni. Gre samo za vprašanje volje. A to hočemo narediti, a to nočemo narediti. Ampak jaz mislim, da to je prav. Tle ni kaj dosti za filozofirati, ne kaj dosti za razpravljati. To je prav. To je treba narediti. Prav je, da tako povete, ker se tako sliši in tako tudi ljudje najboljše razumejo. Ko govorimo o skrivnosti Krimske jame in o tem, ali je razkrita do konca, delno ste to vprašanje že tudi sami odprli. Magister Okoliš, veliko je bilo ubitih tukaj z Begun, tudi z okolice, z Vidovskega hribovja. Kje so po vašem mnenju ostali? Ja, hvala lepa za vprašanje. Krimska jama je nek simbol, je sredstvo, bom rekel, za zastraševanje. Namreč tisto, ko smo govorili, kakšna je taktika in strategija pri odrejanju ljudi oziroma pri ustvarjanju neke nove družbe, potem je to tudi ustrahovanje. In Krimska jama, ki je imela že v obdobju pred začetkom druge svetovne vojne neko ime, nek širši pomen, je bila primerno sredstvo za širjenje te grožnje in ustrahovanja. Namreč grožnja še je prostor v Krimski jami, se je daleč razširil in je presegal celo tisto, kar so sedaj jamarji ugotovili oziroma potrdili, da takšne množine žrtev v Krimski jami pa kljub temu ni. Že v medvojnem obdobju se je bralo, da je v Krimski jami 200, 300 in več žrtev. Tukaj smo sedaj prišli na številko 28. Torej, vendarle je več, kot je število žrtev, se je širilo ustrahovanje. In sam izraz Krimska jama je bila nekaj podobnega, kot je bilo izraz belogardista. Že s takšno propagando, kot jo je izvajala komunistična partija med vojno, o belogardizmu so prišli do neke točke, ko so ugotovili, že s samim poimenovanjem nekoga, da je belogardist, smo ga pravzaprav ubili. In smisel in pa neka vloga, ki jo je imela Krimska jama, je nekaj podobnega. Če smo samo omenili Krimska jama, smo že povedali, kaj hočemo. Torej, Krimska jama je dejansko to strašilo. Vemo pa, da okrog Krimske jame je še veliko jam, ki pa niso znane, ki tudi niso raziskane. In jaz mislim, da bo v naslednjih obdobju, da bo uspelo jamarjem prepoznati katero od teh. Mi vemo veliko o mnogih žrtvah, ki so povezani z Iško, saj za ta teritorij, naprimer. Ne vemo točno, kje so. Tudi za druge žrtve ne vemo, kje so točno. In te jame so skrite, saj tudi niso bile vse zavedene, oziroma vse odkrite. Za Krimsko jamo, to gospod Mihevc dobro ve, je izdelan katastar jam, jama je že dolgo znana. Mnoge jame pa tega niso bile in niso znane. In mnoge imajo veliko, torej v svojih nedeljih tudi veliko žrtev oziroma kosti. Tako da funkcija Krimske jame je v nekem širšem smislu kot sredstvo za zastraševanje. Vse tako lahko tudi na podlagi teh ugotovitev sedaj lahko zaključiti. Samo še eno podvprašanje. Da bo jasno, vsi ljudje, ki so bili ubiti na tak način,
so seveda nedolžni, ker so ubiti brez sojenja. To velja za ubite v Kočevskem rogu, v Hudi jami in seveda še toliko bolj v Krimski jami. Pa vendar nekaj besed o tem, kaj so pravzaprav tem ljudem, na primer ženskam, sploh očitali. Ja, to je seveda zelo zanimivo vprašanje. Namreč za vsako dejanje, zlasti če je šlo tukaj za umor, je bilo potrebno neko opravičilo. To opravičilo se je lahko, ali pa imamo primere, da so se opravičila neki komunikeji, tako zvani, da so se naredili šele kasneje, ko je bila žrtev, ko je že nastalo žrtev. In na vsak način je bilo potem potrebno to žrtev očrniti, da so ljudje, da je bil v ljudeh zaseljen nek dvom, nekaj pa je bilo gotovo krivo, nekaj pa je bilo na tem. In potem se je ta dvom širil naprej. In v tem smislu so bili ljudje, ki so izvajali ta dejanja, lahko rečemo, v neki mere mojstri. In to so se konec koncev tudi naučili. Vemo, da večina višjih komunistov, da so bili v Sovjetski zvezi, da so tam prinesli vse to znanje, kar se tiče obvladovanja ljudi in da je bil to en tak neko izhodišče, ki so ga potem širili in ustvarjali tudi tukaj na domačem terenu. Torej, ti vzorci so bili že dolgo položeni v to taktiko in strategijo. In tukaj se je dogajalo, da večkrat, da so tudi po izvršenem dejanju, po poboju, po usmrtitvi oziroma po umoru, so prišla večkrat sporočila, sej ta je bil pa nedolžen, sej ta je bil pa tak in tak. Ampak tudi sklepanje o umorih, da se bo nekoga ubilo, umorilo, je potekalo v soglasju oziroma v nekem forumu, v terenskem odboru in podobno, kjer so nastopili različni ljudje in vsak je nekaj našel. In se je potem tisto, kar je bilo mogoče čisto nekako obstranskega pomena, potem pojavilo kot razlog za usmrtitev. Tako da tukaj je prišla neka ljudska sodba tistih, ki so bili že tako ali tako inštruirani v smislu, da je potrebno te in te ljudi, ki so belogardisti, ki imajo premoženje, ki jih je treba tako rekoč spraviti se. In zanimivo je, da je v začetku, da so bili to nekako tudi ljudje bolj na robu družbe, da so bile to ljudje, ki niso veliko pomenili, ampak s časoma se je to pojavljalo na neki novi stopni in so bili potem ljudje iz pretežno katoliške, ki so bili vplivni, ki so bili katoliški, ki so bili člani katoliške akcije in podobno. Tako da ta sistem se je nekako kar izgrajeval in je potem bilo čisto nekako vsakdanje, da je nekdo lahko posegel vmes in si je prilastil pravico nad življenjem in smrtjo drugega. Preden dam besedo, hvala gospodu Juhantu, samo po spominu bom ugodil nekaj primerov, ko je prišlo do likvidacij, tako med partizani, kot tudi med civilnimi osebami. Gre za delovodnik Šerceljevega bataljona, ki je deloval na tem področju. Njegov politkomisar je bil zločesti Fritz Novak, ki je v enem primeru, ko je poročal v enem poročilu svojim predpostavljenim, je rekel, da se morajo ljudje bati partizana kot hudiča. To je spet, mislim, da je marec leta 1942. No, in po teh partizanskih poročilih, ker je res, kot je bilo omenjeno, so listinski dokazi ali pa dokumenti iz tega medvojnega obdobja
presenetljivo dobro ohranjen in presenetljivo dobro je celo z leta 1942. Je primer ženske iz Kožleka, ki naj bi bila noseča z italijanskim vojakom, vendar pridejo iskati in ker je ni doma, odpeljejo njeno sestro. Drugi tak primer je dekle iz Otav, ki je dobilo partizansko dovolilnico za izhod iz tako imenovanega osvobojenega ozemlja in ko pride nazaj, jo zajamejo Italijani, dobijo to dovolilnico, dekle pove, da je dobila pri Francetu Popitu, ki je izdajal te dovolilnice, in pozneje to 16-letnico in njeno mamo partizani odpeljejo in ubijejo. En tak primer je tudi ta Beračica, tukaj mislim, da iz Begun stane, bila ta Beračica, ne, da je bila iz Begun, dobro, jo ubijajo pa tudi samo zaradi tega, ker je hodila okrog očitno. Samo še, ja, izvolim. Če smem mogoče označiti te žrtve Krimske jame, ki so tukaj navedeni kot domnevno, oziroma sedaj upam, da bodo, oziroma najbrž bodo tudi potrjeni. Za vse te ljudi, tako moške kot ženske, je značilno, da niso bili stalno prisotni v krogu svoje družine, oziroma svojega vaškega okolja, ampak so se gibali iz različnih vzrokov. Nekateri so nekaj prodajali, nekateri so opravljali neka trgovska posla in podobno. Nekateri so imeli tudi posredne stike z Italijani v smislu, da so jim delali za njih. To so bile čisto takšne nižja dela. In je zanimivo pač to, ne, da kakor je nekdo išel iz nekega nadzora teh vaških odborov, je bil na nek način sumljiv. In z mučenji, ki so večkrat predhodili usmrtitvam oziroma umorom, so hoteli tudi nekako od žrtev izsiliti priznanja. In to je tudi en tak dodatni razlog, ki je potem upravičeval, da so nekatere ljudi potem usmrtili, umorili.